Dobrodošli nazaj, nadaljujemo s pogovori z ustvarjalci včeraj predstavljenih filmov v tekmovalnem programu Festivala slovenskega filma Portorož. Včeraj smo videli tudi celovečerni dokumentarni film z naslovom Dan zmage in ob meni so ustvarjalci tega filma, najdlje od mene montažer Andrej Modic, pa ob njem režiser in scenarist Zvezdan Martič, potem direktor fotografije Aleš Živec in pa oblikovalec grafične podobe Martin Luzar. Lepo pozdravljeni vsi in najprej seveda še enkrat čestitke za vaš film. Za začetek mora biti seveda Zvezdan, kako lahko rečeva, zakaj, podobno kot včeraj, je bilo potrebno takšno zgodbo obuditi, zakaj je fino, da v letu 2025 najdemo tiste, ki se spominjajo, kaj se je zgodilo oziroma kako je bilo v tistih prvih majskih dneh leta 1945. Zdravo, lep pozdrav tudi gledalcem. Najprej pač letos je 80-letnica, nekako logično je in spodobi se, da se tega spomnimo. Dolgo časa se že nismo tega spomnili, kakšno obletnico smo preskočili ali pa so preskočili. In drugo pa meni se je zdelo, da je resnično zadnji trenutek, da ujamemo še žive priče. Od tega 80 let, skratka vsi udeleženci so stari okrog 100. Ko bo naslednja okrogla obletnica iz bioloških razlogov, nam to več ne bo uspelo in nekako kot dolžnost sem čutil, da še zadnjič jih postavimo pred kamere. Včeraj mi je bilo zelo zanimivo, kako ste v pogovoru potem dejali, da je nekako ta zmaga v največji vojni nekaj, kar smo mogoče večkrat pozabili, da se moramo kar spomniti na to, kdo je bil zmagovalec oziroma zakaj je bil ta dan zmage tako pomemben, da lahko mi tu govorimo v slovenskem jeziku, stojimo v kraju, v Sloveniji. Zakaj je bil res pomemben ta trenutek? Zakaj je dobro, da ne pozabljamo teh stvari, da prenašamo seveda ta spomin na naslednje generacije, čeprav verjamem, da je odgovor do neke mere logičen? Mislim, nič ni dobro pozabiti, tudi kakšne grde stvari ni dobro pozabiti, kaj pa šele dobre, in zmaga nad fašizmom in nacizmom je vsekakor dobra stvar. Je pa logično, da ne toliko, da pozabimo, ampak da teh stvari nimamo v prvem planu. Prvič je od tega že zelo veliko, drugič so bile vmes še kakšne druge zmage, tretjič se stvari zgodovinsko obračajo, pa komu ni všeč, da je takrat izgubil in je zelo glasen in potem ljudje pač pozabimo, tisti, ki pa so to ponavljali, o tej zmagi veliko govorili, so pa mogoče že malce utrujeni ali pa se jim živijo mogoče tu malce balončku, kjer vsi to vedo in pozabijo, da nekateri izven tega balončka pač ne vedo, in tako smo prišli v situacijo, da velik del družbe pač se s tem ne ukvarja ali pa je pozabil, kako je bilo, ali pa še hujše, ima čist skrivljeno podobo o tem, kaj se je dogajalo v tistih časih. Ja. Kako je bilo iskanje protagonistov, v bistvu pisanje scenarija, koliko ste imeli tu pomoči zborčevskih organizacij, strani seveda vseh tistih, ki so se prvoosebno spominjali tega trenutka? Kako je bilo cel ta research delati in najdeti ljudi, ki jih bomo potem videli v filmu? Ko sem šel prvič na sestanek na Zvezo borcev pa jim predstavil to idejo, so oni rekli, da je še približno dobrih 1000 ljudi še živih. In potem smo kontaktirali lokalne organizacije, ker pogojev za to je več. Mislim, osnovni pogoj je, da je človek živ, potem, da je zdrav, da je še sposoben govoriti, da se spomne, da je tudi nenazadnje pripravljen, ker nekateri so pač ne želijo več o tem govoriti ali pa tako naprej. Skratka, ta številka se je potem precej zožila in potem tudi, ko smo pri komu bili, se je skazalo, da bom zelo tehnično grobo rekel, ni uporabno to, kar smo posneli. Tako da tukaj smo se s skupnimi očmi kar namatrali, ampak na koncu tudi nenazadnje formo dokumentarca sem zelo prilagajal temu, da so ljudje pač stari 100 let in da ne morejo imeti dolgih izjav in tako naprej. Tako da smo se v vseh ozirih to prilagodili, ker zdelo se mi je pa pač brez njih nesmiselno delati in ta njihov vložek je neprecenljiv in tudi za gledalca to, da vidi človeka, ki je dejansko bil takrat tam in se tega spomne, to da osnovno vrednost vsemu.
čeprav sem obljubil, da tega ne bom naredil, ampak vseeno kratko vprašanje tudi za Aleša. Aleš, kot direktor fotografije, seveda se mi je zdelo zelo zanimivo, kako to, kar pravi Zvezdan, kako od teh ljudi dobiti čim več informacij, kako ste sami seveda kot direktor fotografije skušali nekako narediti čim bolj prijazen, prijeten ambient, v katerem bi te ljudje res se počutili tako varne, da jim ne bo težko govoriti. Prišli smo v prostor in posneli, niti jih presedali, niti predstavljali, nič nismo delali, samo pritisnili in posneli. Je pa tukaj seveda Andrej potem kot montažer dobil eno kupico materijala, s katero se je nekako začel ta montažni proces. Kako si mogoče, Andrej, kako ste sami poskušali oblikovati to misel, ki je Zvezdan, da verjamem, da je že imel koncipirano, nekako preplet izjav, arhiva, seveda tudi neke zgodbe, ki more biti čim bolj koherentna. Kako ste skušali sami pomagati Zvezdanu pri oblikovanju filma? V bistvu je bilo dosti enostavno, ker on je pač profesionalc, ne. In pač ni več debate, tako nekako je kar in tako stoji, ne. Pol so mogoče bili sam kakšne manjše spremembe, drugače pa načeloma kar stane. Je bil kakšen tak nasvet strani montažerja, ki je spremenil mogoče pot filma oziroma kakšno usmeritev v kakšnem delu? Andrej je preveč skroben, seveda brez njega ne bi bilo tega. Mislim, da bi mogel Zvezdana to vprašati, ja. Ne vem. V bistvu mi je še ena stvar, kar se tiče samega montaže, bila zanimiva, koliko je bilo tega materijala arhivskega. Prej smo se večkrat o Zoom pogovarjali, govorimo najbrž res o gori. Ogromno, tega je bilo ogromno, ampak je bil seveda vse pregledan in edini na ta način se je dal skrb spravljati te zadeve. Potem pa še druga stvar je pa tehnično, kako se te stare materijale obdelati, ne. V pravilne formate pa tako, ne. Najbrž so imeli tudi kakšne še napise, vse to skupaj oblikovati. Ti se je odstranili, kar se je dal, ne, tako. Itak je šlo pa vse v grading, pol da se je tudi še malo lepš naredil. Zanimivo se mi je zdaj recimo Zvezdan, ko sem gledal te protagoniste, pač seveda so zdaj že v zrelih letih, poznih letih, ampak hkrati, ko smo v tistem času, ki ga nagovarja film, so bili to mladeniči, večina celo najstnikov. V bistvu zdaj, ko pomislim za to novo generacijo, za katero jaz upam, da bo ta film zelo, zelo zanimiv, ker bodo pač konec koncev videli, kaj so vse ljudje njihove starosti takrat pretrpeli in koliko so bili zreli pomembni za to, da danes živimo v tej svobodni državi. Ja, jaz upam, da ne bo treba nikoli preizkusiti, ali so sami sposobni tega, ne. Mogoče bi se sam še vrnil, ne. Vsak od nas ima kakšno staro mamo, starega očeta ali pa celo in ve, kako se z njimi pogovarjati, ne. No in mi smo tujci prišli se k njim pogovarjati, ne. Tako da cela ekipa, to, kar je Aleš povedal, smo probali biti čim manj moteči. Zgodilo se nam je, da nas tudi kdo na vratih mi je rekel, ne, da ne bomo snemali, ne. Pač, ker se je takrat slabo počutil, pa smo potem po 10-15 minutih pogovora postali prijatelji. Ravno tle na Primorskem smo pri enem dobili tudi, ne vem, kaj je bil Teran ali Refošk, smo domov snemanja odnesli, ne. Nekje so pa tako kot skako res pravo babico ali pa detkom, ne, snemanja trajala ure in ure, ker ko se tak star partizan zažene, ne, in začne, je to ni konca in bom rekel, najbolj fascinantno pa je njihov spomin bil, vsaj zame, ne. Kako se spomnejo tistih časov, ne, ja, takrat smo z brigado šli čez en hrib, ne. Druga četa, 3. bataljon, ne vem, Zidanškove brigade smo šli čez to goro, pa se spustili v tisto dolino, pa pri Jožetovi domačiji smo se ustavili za 15 minut, to je tako, kot da bi človek imel dnevnik zapisan, a veš, da bi ves čas in vse se spomnejo, do vsakega dneva po segmentih, ne. Razmišljam, je to mogoče posledica te travmatične izkušnje, ali je v bistvu posledica tega, da so te ljudje najbrž pogosto dobili vprašanje, kako je bilo ob koncu vojne? Kaj pa tisti? Teh vprašanj. Ne? Okay. Ne, večinoma ne. Pa tudi, bom tako rekel, vsaj meni se niso zdeli, da imajo kakšne travme, ampak so bili vsi zelo pozitivni, zelo in ta gospa, ki je, če se spomnite, na Celjskem gradu zastavo slovensko izobesila, ne, ta nam je pela na snemanju. Ta je potem, ko sem jo vprašal, kak je dela, pa rekla, rada pojem in je začela peti. Tako da
In to je res tako, take čustvene, intimne dogodke smo doživeli. Tega ti ne veš, ker ta del je pa mariborski snemalec posnel, ker smo jo. Snemanje je bilo namreč tudi zelo dolgo. Ne? Mi smo mesece snemali, ker ne moreš zdaj reči, v ponedeljek gremo k temu, torek k temu, ne, takrat, ko je bil kdo na voljo, ko je rekel nekdo da, smo mi šli k njemu, pa ga posneli, pa če je bilo to tudi 3 mesece prej, ko smo imeli dejansko planirano snemanje. Še ena stvar, ki se mi je zdela pri tem filmu zelo pomembna in tudi posebna, je, da je v bistvu precej grafično obogaten z različnimi segmenti, tudi z grafikami, ki te nekako peljajo čez to vojno, hkrati pa tudi dajo še neke dodatne informacije o zgodovinskih osebnostih, o ljudeh, ki jih mogoče v filmu seveda ni, ker so ali umrli, ali pa gre tukaj za neke državnike. Martin, kako si tukaj sodeloval z Zvezdanom, kako si skušal sam seveda to grafično podobo filma nekako peljati, jo narediti čim bolj koherentno, podobno taki zamisli, kot je imel Zvezdan? No, ko sem dobil gore linkov in zemljevidov, sprintanih in linkov do teh zemljevidov, mi je bilo kar grozen. Ampak le moram tudi Zvezdana pohvaliti za sodelovanje, pomoč, dostopnost s pomočjo zgodovinarja, ne, je bil eden. Ja. Tako da je pol nekako stekelno. Spravim, velika hvala Zvezdanu tudi za vso pomoč, kljub tem masi gore materijala, da smo to speljali. Pol je nekako stekelno. Ja, verjamem, je pa najbrž bilo tukaj tudi spet en kup enega materijala treba unificirati na skupni imenovalec, ki domnevam, da ni bil niti približno tako je viden in jasen. Vedno je fajn, preden se začne delati oddaja, da vidiš, kaj imaš za delati, ja, da lahko to skompletiraš vse segmente grafike, da jih lahko združiš v eno podobo. Tako da je fajn, preden začneš delati, da veš, kaj imaš za delati. Ja. Je bilo pa zanimivo, ker v bistvu je ena taka fajn zmes med tem, da je film še vedno zelo veliko enih informacij izveš, zelo edukativen, hkrati pa še vedno toliko življenjski in tekoč, kot nekako pritiče filmu. In tukaj se mi zdi, da sta najdela Zvezdana namen ta prav kombo, koliko te grafike, kdaj ta grafika, zakaj ta grafika. Pa tudi preprosta je mogla biti, ja, čim bolj simpel, vidna, ne, prepoznavna in berljiva. Res je. Je bilo, kar se tega tiče, Zvezdan, z vaše strani še kakšna posebnost glede torej nabiranja vseh teh grafičnih materialov? Ja, ne, zdaj moram najprej vrniti kompliment Martinu. Zelo zapletene želje sem imel in Martin jih je uspešno realiziral. Včasih je bilo tudi zelo težko, ker recimo, ko delamo zemljevid osvobojenih ozemelj, to ni bilo takrat na drugo svetovno vojno tako, kot je danes. Meja tukaj, meja tam. Ne. To so bilo zelo zamegljeno, pa se spreminjali in tako naprej. Ne. Tako da je on dobival material in potem na koncu dejansko smo morali še en sestanek z zgodovinarji imeti, ne, da so potem popravljali malo te zemljevide, kje bi lahko bilo, pa vsakič so oni drugače povedali. Vedno pa je rekel, ja, pri Kozjanskem je bilo, ampak pol pa ni bilo več tam, pa tako naprej. Ne. Tako da to je bilo. Ne. Ampak ta edukativni del je pa on rešil, ker če izhajamo iz tega, kar sem na začetku rekel, da ljudje premalo vedo ali pa da pozabljajo, je bilo treba določene stvari uvesti noter. Dobro, kdo je Hitler, to ljudje že vedo, ne. Ampak komandant stane, pa nekateri že ne. In smo morali najti ta grafični način, da smo in če ga nekdo samo omeni, ne vemo, o čem sploh govori, smo s tem dodajali ga noter, ne, da je grafika v bistvu ta del manjko vedenja pri ljudeh popravlja, ne. Je pa res tudi to zanimivo, pač jaz sam se nekako iz teh zgodovinskih obdobij v šoli še spomnim, da je bilo to res nek dan zmage, ko so nam ga predstavili. Šele v tem filmu sem v bistvu dobil ta vpogled v 8. 9. maj, ni bil samo en dan, ko se je vse skupaj prelomili in zgodil, ampak so bile seveda še v naslednjih tednih zelo sporne situacije, še posebej zato, kar izpostavite v filmu, ker je bila Slovenija kot na nekem prepihu zelo negotovih dni. In zdaj se mi je tukaj zanimivo, koliko nekaj natančnosti je bilo potrebno imeti v filmu, doslednosti in pa hkrati res opozarjati na to, da vojna se ni zaključila 8. oziroma 9. maja. Slovenija je bila pač res takrat, kot je rekel dr. Premk, 8 armad. To si danes ne predstavljamo, kaj pomeni to 8 armad se sreča na našem teritoriju, ne, in resnično bom rekel, že sam
sicer je bil takrat globalno gledano pomemben teden, pomemben mesec v zadnjih par tisoč letih, ampak v Sloveniji je pa takrat bilo skoncentrirano res toliko tega, da si težko predstavljamo. Ja. Običajno imaš občutek, da je ta nek kolektivni spomin, cel svet se spominja tega dne in tega trenutka na identičen način, ampak potem vidiš, da ne, da ta druga svetovna vojna, kolikorkoli je bila svetovna, je potem bila tudi precej lokalizirana v naslednjih tednih z enim kupom enih sporov, ki seveda so še vedno tleli in je najbrž prav, da se jih te zadnji živi pričevalci lahko v bistvu res spomnijo in jih obudijo v takem filmu. Film je bil že predstavljen v mesecu maju v sklopu televizijskega programa. Ja, Nacionalki je bil na prvem programu predvajan v 2 delih, ker nimamo termina za celovečerce, imamo 50-minutne termine, tako da je bil razbit v 2 dela in predvajan. Ja. Bo pa seveda, jaz mislim, da ta film ostal še leta, desetletja aktualen, ravno zaradi tega, ker najbrž ob 90. obletnici takšnega koncepta na ta način ne bo več moč narediti. Ja. Jaz sicer človek za vse svoje naše izdelke upa, da bodo dolgo aktualni, ampak z tega si pa želim iz zgodovinskih razlogov, da bi bil aktualen, pa da bi ga ljudje še kdaj ob okroglih obletnicah videli. Ja. Ja, in da ne pozabimo slučajno, kdo je bil nad strani zmage oziroma kaj je bila tista zmaga, ki je bila dosežena. Kakšno vprašanje strani občinstva? Okay. Mislim, da ste kar veseli, da ni nič posebnega. Moram mogoče še za konec reči, Zvezdan, nekako smo vas vajeni, da z vašimi dokumentarnimi filmi pogosto posegate na to področje kakšnih tematik, na katere je potrebno obujati spomin oziroma ohraniti spomin. Je že kakšna naslednja stvar, ki jo snujete za naslednji festival? Ja, smo že skoraj pri koncu montaže, ja. Tako da ista ekipa, ne, seveda. Tako da se najbrž vidimo naslednje leto ob novi premieri. To pa dvomim, zato ker ni tako festivalski film. Bo zanimiv in tako naprej, ampak mislim, da ni festivalski. No, ampak lej, tudi za dan zmage nisem najprej mislil, da bo festivalski, tako da ja. In definitivno je. Tako da najlepša hvala še enkrat, pa čestitke celotni ekipi Zvezdan. Verjamem, da z takim kombom se bo še veliko filmov naredil. Tako da hvala Andrej, hvala Zvezdan, hvala Aleš, hvala Martin. Čestitke še enkrat za film, pa uspešno še naprej. Toni, hvala. Hvala.